Radio SI Main Stage. Ja, Žan Hauptmann, dobrodošel, ne, kot smo slišali. Dobro jutro, hvala za povabilo. Zlata piščal, si probal? Zaigrati, misliš? Ja. Ja, ne dela. Ne dela, ne? Je pa za napolico Je pa zlata, ja. Je pa. Povej mi, kako je Žan Hauptmann zašel v glasbo? Študiral sem glasbo, ne. Mislim, itak sem vedno imel rad muziko. Najprej nižja glasbena, potem pa v srednji šoli sem bil del musicala na drugi gimnaziji. Potem je sledil ob gimnaziji tudi pač ta jazz program na konzervatoriju. In študij sem pol se odločil, da bo tudi glasbeni. Tako da si svoj hobi prelil v poklic ali kako? Ja, tak. Mislim, to se je zgodilo, ne vem, to se je pacalo, bom rekel, in se je nekako to odvilo samo od sebe čez vsa ta leta in izobraževanja. Potem si začel izdajati svojo glasbo in kar na začetku smo te radijske postaje nekako zaznale, ne? Artikulacija, samo petje, dejal si, da si seveda prav jazz petje tudi študiral. Nekako si bil slišan že kot izdelan glasbenik, ne kot nekdo, ki ve in ima za seboj celo mašinerijo, čeprav si na nek način sam ustvaril vse. Ja, prvo ful sem hvaležen vsem radijem, da ste me tako podprli. Brez vas pač najbrž ne bi bil danes tu in ustvarjal muzike. Kar se pa tiče tega, ja, jaz sem vedno pristaš tega, da najprej moraš, se mi zdi, delati na sebi, se izobraziti. Pa to ne pomeni, da študiraš glasbo, lahko pač doma se učiš ali pa pri nekomu. Ampak najprej moraš nekako, Američani rečejo work on your craft, potem pa daš to ven. In jaz sem dal takrat prvi komad čist neobvezno ven, meni se je zdelo pač, da je cool to, kar smo naredili, in dal sem v bistvu za to ven, da bi me starši slišali na radio, to je bil nekak cilj. Pol pa se je to razvilo in ful sem hvaležen še enkrat. Hvala. Tudi mi smo bili veseli, da smo ga slišali, ne? Ampak je pa zanimivo in zelo lepo, ne, Helena, da nekdo čuti to odgovornost, da nekako vrne in poplače staršem vse to, ne? Ja, se pravi... in to kar pri predvsem mladih letih, ne? Ja. Ker Žan vseeno si še mladenič. No, hvala. Ja, jaz se tudi tako počutim. Ne vem, spomnim se, ko so bili moji začetki in me ata vozil na špile, ko še nisem imel izpita. Vem, da sem imel en koncert na Ptuju v eni kavarni in igral sem 3 ljudem, natakarju, pa očetu, pa en pač taki lokalni Kulturni fanatik. Kulturni fanatik se znašel v Je bil na vsakem dogodku. Tisti, ki že imajo inventar številko. Ampak recimo, ne, to je koncert, ki ga v življenju ne boš pozabil, ne? Nikoli. Ja. Zdaj, ne, no vidiš, Hauptmann, Žan Hauptmann, je zdaj Hauptmann že zasedba ali je to še vedno tvoj umetniški? To je še vedno moj umetniški. Jaz se vedno poudarim, da ta band, ki je z mano vedno, je band, brez katerega si ne predstavljam svoje glasbene poti. Vseeno pa vidim Hauptmanna kot pač sebe, kot artista, ker je to moj priimek, ne. Nisem zdaj nekih imen izumljal, pač zdelo se mi je vzeti svoj priimek in potem ustvarjati. No, nekako gre v kontekst s tem, ko si dejal, da najprej moraš nekaj usvojiti, nekaj znati, preden boš naprej pokazal, ne, in se pravi, če že funkcionira priimek, ne, zakaj ne bi potem na ta način tudi funkcioniral, ne, saj na koncu bi te itak vsi klicali Hauptmann, pride na oder, čeprav bi imel nek tretji nadimek, ne. Tako. Dobro, Žan, najprej bomo slišali Jordan Rakei, sem prav? Ja, oni rečejo Rakei, ampak ne vemo, kaj je prav. Ja, bomo povabili na main stage, pa ga vprašali. Pridem. Radio SI Main Stage.
Tako Radio si Main Stage, danes od 10:15 naprej, Hauptmann na strehi Radia si, zdaj pa še malce kakšno rečemo. V oglasih so bila omenjena sredstva, ne? Sredstva, ne? Vedno sredstva. Tudi pri glasbi sredstva, ne? Kako se lotiti pridobivanja sredstev? Sredstva za razvoj, misliš? Sredstva za inštrument rabiš, ne? Pa sredstva za prevoz na špil in vse. Kako je v Sloveniji biti glasbenik in kako pride do sredstev, da lahko obstaja dela, recimo? Jaz se vedno zalotim, da veliko krat jamram, tako da zdaj sem potrudil ne jamrati. Meni je fajn biti glasbenik. Ni zdaj to najbolj donosen posel na svetu, ampak meni je fajn, da sem muzičar. Imam vse, kar rabim, tudi lahko si privoščim najnovejši keyboard, da se. Se mi zdi, da je najbolj pomembno to, da delaš to, kar si želiš, da ne začneš gledati na glasbo kot na biznis, čeprav pač lahko, da se mi bo to na neki točki zgodilo, ampak zaenkrat še sem believer, bom rekel, še verjamem, da se da. Kar je za umetnika seveda nekako osnova, ne? Helena, na poroko bi ga recimo komot povabili, da bi kaj zaigral. Kaj pa na dekliščino recimo? Bi šel? Seveda, in veš, kaj bi potem dekleta na dekliščini mislila, če ima mogoče še Žan kakšen drug skrit talent. Veš, ne. Skritimi talenti je tako, da je potrebno vedeti, kako so potem luči usmerjene na oder, ne? To z dekliščino je tako, ne. Ne bi, ne. Ampak verjetno pa mogoče bi Žan rekel, mogoče, če bi bilo dovolj sredstev. Vidiš? Ne? Sredstva so pa seveda lahko finančna ali kakšna. Ali pa kakšna druga materialna kompenzacija. Zdaj, ko smo že pri igranju, ne? Do sedaj si že marsikaj igral in marsikje igral. Kje se ti je zdelo najbolj pop, ne? Kako bo pa to zvenelo, ne? Prostor recimo ali pa kakorkoli. Misliš špil, na katerega sem najbolj ponosen? Ne, ki se ti je zdelo, zdaj smo tu inštrumente postavili, kako bo to izpadlo, ne? Predlani na festivalu Lent v cerkvi, v minoritski cerkvi, z bobnarjem. Wow, izziv. Si slišal njega bolj kot sebe? Ja, slišal sem vse razen sebe. Ampak zanimivo, bobni so bili tvoja prva želja, ne? Če se prav spomnim. Ja, dedek mi je kupil bobne, ko sem bil mali, tiste otroške še čisto. In potem sem tak bobnal, da so mi opna počla in potem sem si s celotejpom zalepil, da sem lahko dalje igral. Ampak pol ni bilo mesta na bobnih, tako da pol sem nekako razmišljal o klavirju. Kasneje sem končal na sintetizatorju zvoka. Vztrajal sem 2 leti in potem sem rekel, da bom raje sam doma in sem samo hodil na glasbeno teorijo. Kar se tiče sintetizatorjev zvoka, ne? Reči so se zelo spremenile, odkar je takrat Jean-Michel Jarre recimo tipkal svoje tipke in nekako z nekimi sekvencerji glasbo ustvarjal, ne? Zdaj kaj, ti svoj keyboard priključiš na računalnik in vse teče, ali kako? Vse teče. Pa če znaš, vse teče. Rekord je potrebno stisniti, vendarle, ne? Ja. Kar se vokala tiče, ne, kako je biti pevec včasih, ko ti lahko glasu zmanjka, ne? Prejle smo malce načeli tudi temu, pride kakšen dan, ko si malce hripal, ali pa, ne vem, cvetni prah konec koncev lahko pride, ne? Kako se soočiti, kako se pripraviti potem? Lahko bi se bolj pripravljal, lahko bi se bolj pazil, ampak ne vem. Meni se zdi, manj se sekiram, boljše prijem skozi. Zdaj, če mi zmanjka glasu, kaj ne naredim? Lahko se potrudim, pa odpojem najboljše, tako kot najbrž danes, če slišite, da mi malo primanjkuje. Ampak ne vem, zdaj, če nekoga zanima, kako to odpraviti, pozdraviti, bi rekel, vaje slamico, torej da poješ v slamico oziroma skozi slamico vodo. To je ena taka vaja, pa žajbelj pomaga, ne? Čaj. Ravno sem hotela vprašati, če si v svojem glasbenem izobraževanju v Celovcu dobil kakšen dober namik ali nasvet. Sem pa enega. Ja. Obstajajo neke tehnike, pravzaprav res, ne? Ja. Drugače pa ne,
je verjetno za vsakega vokalista dobro, da po nekem špilu zvečer ne konča s hladnim pivom, ne, če ima naslednji dan Res je. neko obveznost. Ne. To so seveda reči, ki se jih tudi bi mi dva morala kdaj držati, ne, Helena. Boš pa rekel, da se jih ne. Seveda, z medom se dan začne ali kako že. Dobro, Žan, hvala za enkrat. Zdaj te bomo malce spustili na oder. Vreme danes bo, bil si že gor, no? Kako poteka situacija, pozicioniranje? Super, kot namazano. No, vidiš, všeč mi je, da boš z glasbo povedal še več kot v studiu. Zdaj bomo pa slišali Irma in Brighter Ways, preden greš. Ni najbrž naključna izbira komada, ne? Ni. Komad mi je zelo všeč. Nisem ga zbral samo zato, ker se poznamo. Komad mi je ful všeč in tudi v tej novi preobleki se mi zdi, da Urška in Maša imata ful potencial in ful se veselim te njune nove plate in koncertov, tako da si zaslužita biti na moji playlisti. Si pa ne tudi že z njima nastopal, ne? Ali kako? Ja, res je. Ja. Kot vokalist. Ja, kot vokalist, back vokalist pa pianist. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Hauptmann je z nami, čez 1 uro gre za res, ampak ne zdaj po vseh teh minutah in urah, ki jih že imaš za seboj na odru, je za res, ali je tista trema že prisotna, ali se usedem in evo, že znam, vse gre. Mislim, je za res, do vsakega špila imam določeno mero respekta, na vsakega se pripravim, pa vsakega resno vzamem. Ni pa zdaj take treme več, kot je bila. Je pa ful odvisno, recimo na take špile sem že mogoče malo navajen, pa na radije, pa na intervjuje, ko pa sem recimo izpostavljen na televiziji ali pa na kakem takem posebnem špilu, kjer zapojem samo en komad in se nekako ne moreš sprostiti, veš, ker ko začneš koncert igrati, ajde 2 komada, pol pa si sproščen, pa gre vse smooth dalje, ne. Pri takih špilih, ko so pa malo drugačne narave, no, ko grem en komad zapet, tam pa je skozi trema, še vedno. In kar velika. Ampak razlika je, ne? Zdaj recimo ta live stream je nekako kot nek skok nazaj v karantenski čas, kjer nas je bil pač live stream in nič drugega ni bilo. Zdaj, kakšen je tebi feedback od publike ali pa tako, ko igraš pred kamero, ne? Je kakšna razlika v pristopu? Seveda je razlika, ko pogledaš, ampak nasploh. V pristopu ne, mogoče samo v energiji, pa v tem, ker kamera ti ne more dati tega, kar ti da publika, ne? Ja. Feedbacka pa, ne vem, dobre energije, no. Tako da mogoče cel band drugače funkcionira in pol zaradi tega tudi jaz in glasba malo drugače izpade. Ampak jaz bi rekel, da še vedno na nekem določenem nivoju in da to ne bi smelo vplivati. No, mi smo imeli večkrat tudi na radiju debato, ne, ko se pogovarjamo predvsem o slovenski glasbi, tudi nekako v luči teh kvot, ki so pred leti prišle. Tvoja glasba, čeprav je tako umirjena in sofisticirana, ne, Helena, ampak je tudi jutranja muzika, ne? Hauptmann je tudi za zjutraj, ni samo za popoldan ali zvečer, ne? Za takšen chill out jazz style, ne? In kako rečemo, da je after work party in podobno, ne? Ja, vsekakor za zjutraj, kupljeno takoj. Hauptmann tudi, ko sije sonce, ne samo, ko se prižgejo roči, ne? Super. Ampak zdaj je bilo zanimivo, slišali smo, ko ste vadili Sledim, ne? Kako je zdaj ta slovensko-angleška komponenta pri tebi, kako se to zgodi, ko tekst nastane, ali kako? Najprej glasba, pol tekst, angleško-slovensko, ali je to odvisno od procesa ustvarjanja? Ful je odvisno, ampak običajno najprej tekst, potem pa se usedem za klavir in s tekstom hkrati pišem harmonijo in melodijo. Koliko se ti zdi, da si ti v tem smislu kant avtorski, koliko pa da si za band, recimo za svojo glasbo, ne? Dobro vprašanje. Jaz upam, da sem taka zdrava mera obojega. To bi si želel, no, zdaj pa ne vem, mogoče morajo oni povedati. No, ampak recimo, sam se verjetno dobro počutiš tudi, če imaš mikrofon pa klaviaturo, ne? Kot tudi z bandom, ne? Ampak seveda, komadi pridejo drugače do izraza, ne? Počutim se super v obeh vlogah
itak je poseben čar, ko igraš svojo muziko, torej ko nisem del benda in igram za drugega artista, mi tudi ogromno pomeni, ampak pač, ko je moja muzika, je malo bolj sladko, no, igrati. Prideš ven, ne? Ja. Prideš ven, ne? Ja. Kaj praviš, Elena? Meni se zdi Žan tak skromen in poln spoštovanja do vsega, ne? Mislim, da njegov minimalizem tudi nekako to izraža. Ne? Sem se pa ob nastopu na Emi vprašala, če bo kakšen move s tvoje strani, ne? Ampak si se verjetno že predtem odločil, da... Jaz sem si želel gledalcem pokazati to, kaj v resnici sem. Nisem se hotel pretvarjati, zato ker sem na Emi. Niti nisem delal komada zato, da bo ustrezal nekim nenapisanim standardom Eurovizije ali pa Eme. In sem zadovoljen s tem, kar sem pokazal, in prav je, da se je to zgodilo na tak način. In kako bi pa bi opisal to Ema izkušnja, recimo, no? Ja, meni je bilo ful fajn, mislil sem si, da imel ful večjo tremo, vsi tam so bili tak, ne vem, med sabo, so tekmovalci, ful smo si se podpirali in se bodrili in vrela energija je bila tudi v backstageu. Tudi vsi tam uslužbenci so res poskrbeli, da nam je bilo fajn. Pa je bil to v bistvu tak prvi večji, recimo, nastop zate? Ja. Ja, ne? Ja. Bil sem že enkrat prej na Emi, ampak kot back vokalist. Ampak to pa pač bila zdaj druga zgodba, ker ko si spredaj... Komu si pel back vokale? Sebastianu Lukovnjaku. Ja, njega smo tudi že malce poprašali. Ja. Naše gore listine. Ja. Dobro, jaz predlagam za en glasbeni premor. Kendrick Lamar si izbral. Fant prihaja, pa recimo, no. Gospod prihaja iz Comptona, ne, ki je nekako zibelka tega West Coast hip-hopa, prežetega, seveda tudi with the lyrics, ne, ali kot rečemo z besedilom, nekako gangster, pa potem orožje, pa droge, pa ženske, pa vse kletvice. Ne. On je sicer malce šel bolj morda malo prijaznejši pristop. Sofisticiran je bolj, ne. Tak. Ja. Ne vem, se mi zdi, da je tudi kot, da se razlikuje od drugih reperjev potem, da glasbo drugače razume, da ima malo več ozadja, to, kar on govori. Ne vem, če poslušamo live posnetke, ne bi mogel vsak reper tak repati na take aranžmaje, kot jih ima on z bendom. Pač res moraš vedeti, kje je 1, 2, 3, 4, ne? Ja. Res moraš vedeti, kje si, tako da respekt in za lyrics in za muzikalnost in vse, ne vem, čist kapo dol. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Hauptmann je z nami, še dobre pa ure do koncerta. Kakšno vprašanje še imava za tebe s Heleno, ne? Tu se gremo eno tako zanimivo reč, ko ti damo omejen čas, ne? In ti poveš, kar ti prvo pade na pamet. Ja, če bi bili sedaj na televiziji, ne? Grimase, ja, tako kot večplastne kot tvoja glasba, ne? Zelo preprosto. Prva asociacija, torej, ki ti pride na misel, na pamet, udariš. Nikogar ne boš pribil na križ brez skrbi. Koliko sekund imam na voljo? Max 3. Kaj? Okay. Pa začnimo. Ruk-cuk, ne, je bilo v nemščini. Čekaj, da se skoncentriram. Kako je videti tvoj jutranji ritual? Kava pa NBA highlights. Komentar na včerajšnjo? Nisem še pogledal. Ne mu poveda, don't be a spoiler. Ne. Najljubša aktivnost v prostem času? Košarka. Aha, greš daj v hribe? Ja. Kam najraje? Pohorje, ampak Julijske Alpe bi tudi ful rad raziskal. To še na seznamu. Kako je videti res dober dan zate? Ko lahko spim do 9. Romantik ali realist? Romantik. Si že kdaj napisal kakšni punci kakšno pesem? Ja. Album.
Je kaj takšnega, kar o tebi ne vemo, pa je res zelo posebno? Ne. Knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Dol mi visi, oziroma kak je že v angleščini? Ne bom grdo govoril. Če bi se danes srečal na ulici kot 15-letnika, pa ne, da je to zelo daleč nazaj, pa vseeno, kaj bi si svetoval? Ne imeti resne punce v srednji šoli. Ja, mislim, prav ima, nikaj. To bi bilo to, Žan, hvala lepa. Jaz imam pa še eno tako hitro vprašanje. Jaz sem že mislila reči, da boš rekel ne imeti tudi na fakulteti. Če bi te poslali v vesolje, na kateri planet bi odšel? Kjer pa je sploh na voljo? Sky is the limit. Sky is the limit. Vse. Luna ne morem reči, ker ni planet, ne? Tako? Tako. Jupiter se mi kul sliši. Vredo je, ne? Ja. Taki plinski velikan. Ampak dobro. Ok. Zasedbo si pripeljal zraven. Kdo je s tabo, da ne bomo samo govorili o tebi, kdo bo igral? Pavel Čebašek bobni, Vid Turica bas in moji dve back vokalistki Maša But, ki igra tudi flauto, in Alja Senčar. Manjka pa Filip Vadnu, ga zelo pogrešamo. Ja, Kitarist. Pošiljamo pozdrave v Ljubljano. Pozdrave. Za konec pa mora biti še tole. Lačo je projekt, ki ga ustvarjaš v Mariboru, še 2 koncerta, če se ne motim. Eden jutri, skupino, ki je igrala pred kratkim v Torinu, in pa potem naslednji teden Batista Kadila, ki so bili tudi gostje na našem main stageu. Kaj si lahko obetamo? 2 full huda koncerta, katerima sledi tudi jam session. Tako da vabljeni res vsi ljubitelji glasbe, jaz mislim, da bo res cool. Ok, jaz predlagam še glasbeni premor, potem pa še skupaj enkrat povabim na koncert. Ko si prej omenil tudi Mašo, Maša je bila tudi že pri nas v studiu v sklopu zasedbe Wicked Nation. Izbral si The Swan King kot podpora. Kot podpora pa to je njihov najljubši komad. Ok. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, čez pa ure gre za res. Kaj bomo slišali? Najbrž iz plošče Finish Not Perfect, ne? Tako je. Pa kaj novega? Najnovejši je Sledim, ki ga bomo danes zaigrali. Tako da, ja, vse splate, pač nekaj komadov iz plate. Sledim, ki je šel kot single. To pa je to, novi komadi pa trenutno nastajajo, tako da še ne moramo nič novega zaigrati. Družba se je nazaj odprla, kako bo poleti? Delovno. Super, tega smo veseli. Ja, tudi jaz. Malo pojamram tu pa tam, ne. Recimo včeraj sem se vračal iz Ljubljane ob 11. in danes sem se vstal ob 6:30, tako da to mi je mogoče bilo malo kislo, ampak potem sem si rekel, gledaj, priložnost imam iti na radio, igrati svojo muziko za ljudi, tako da ogromno špilo je in super bo in vse bomo shendlali, to je to. Veš kaj, tisto z jamranjem, ne, to ni nič tako hudo, ne, ker v Sloveniji imamo 2 narodni noši, ne, eno oblečemo, ne, drugo pa sabo nosimo, ne, in pač ta del jamranja je čisto v redu, ne. Ja, pa ful se povežeš z nekom, če skupaj jamraš, ne. Ja, skupna točka je najprej šport, ne, ja. Tam se razumemo, pa strinjamo, pa potem pa naslednja, ko pa malce pojamra. Kak je pa hudo. Ampak se pa znamo tudi zmotivirati in iti naprej. In glasbeniki ste nekako tudi povezani pri nas, vsi sodelujete, ne, ti igraš za nekoga, tudi nekdo pri tebi poje, ne, se pravi, ego ste nekako postavili na neko umetniško polico, ne? Ja, se mi zdi, da je to edini pravi način. Oblikovala se je neka scena tu v Mariboru, ljudi, ki isto mislimo, pa ki pač, ne vem, delamo, in res sem vesel, da imam take in prijatelje in hkrati profesionalce ob sebi. Moramo pa paziti, da se zdaj preveč ne ponavljamo, ne? Ja, ali pa da morda, ne,
ne zmanjka prehitro materijala za novo ploščo. Seveda že najbrž gledaš naprej, že nastaja kaj v zadju, kolikor pač lahko poveš. No? Ja, nastalo je par komadov v slovenščini. Jaz sem potrudil s temi deadline oziroma z datumi, sem zelo slab, tako da ne upam nič trditi, kdaj bo kaj išlo. Rad bi samo, da je dobro, tako da pač, če bo to zahtevalo malo več časa, pač bo. Ja, tako da finished not perfect, ne, naslednje bo almost perfect, ne, potem bomo pa videli. Nearly perfect. Takšna bo listica. Dobro, Žan, hvala lepa za obisk, dober špil želimo, čeprav, kot si dejal, vam žal pač Filip ni moral priti zraven, ampak verjamem, da boste glede na vso kilometrino in znanje tudi to spravili nekako pod streho. Hvala lepa. Bomo, hvala vam. Radio SI Main Stage.